Spoštovani, dovolite, da vas pred svetovnim dnevom sepse, ki ga od leta 2012 vsako leto obeležujemo 13. septembra, letos bo to v nedeljo, pozdravim v imenu organizatorja današnjega dogodka Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu. Sepsa po podatkih Svetovne zveze za sepso vsako leto prizadene med 47 in 50 milijonov ljudi po vsem svetu in čeprav je mogoče z ustrezno higieno in cepljenjem preprečevati in jo zgodnjim odkrivanjem tudi uspešno zdraviti, sepsi po podatkih omenjene zveze na vsaki 2,8 sekunde podleže en bolnik. Zato je ozaveščanje o pomenu preprečevanja, hitrega prepoznavanja in zdravljenja sepse nadvse pomembno, ampak več o tem bomo govorili z današnjimi strokovnjaki. Z nami so, vsi jih že dobro poznate, profesor dr. Matjaž Jereb, doktor medicine, specialist infektolog, vodja oddelka intenzivne terapije na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Zraven njega, na njegovi desni, je doktorica Anja Račelj, doktorica medicine, specialistka pediatrinja iz zdravstvenega doma Medvode. Doktorica Račelj, pozdravljeni. In še na desni strani od doktorica Račelj je z nami pediatrinja Helena Mole, doktorica medicine, specialistka, kot rečeno, pediatrije iz pediatrije Helena Mole. Pozdravljeni in dobrodošli. Najprej morda nekaj besed o sepsi. Ugotovili smo, sepsa je življenje ogrožujoče stanje. Zakaj in kako nastane? Dejansko sepsa je okužba, je bolezen, ki ogroža posameznika, ki zboli. Razlog je v tem, ker v sklopu sistemske okužbe pride do okvare, do odpovedi organa in posledično lahko tudi do dodatnih zapletov in tudi smrti. Bolniki žal zaradi sepse danes kljub sodobni opremi, ki jo premoremo na oddelkih za intenzivno zdravljenje, kljub številnim protimikrobnim zdravilom še vedno prepogosto umirajo. Razlog, zakaj do sepse sploh pride, na eni strani imamo povzročitelja, imamo mikrob, na drugi strani imamo obrambo. Vkolikor se to ravnovesje poruši, pride do bolezni, pride do zapletov, bolnik lahko umre. Zato je seveda pogostejša sepsa pri posameznikih, pri katerih je obramba okrnjena. To so predvsem starostniki, to so nenazadnje tudi novorojenčki, predvsem tisti, ki so rojeni prezgodaj. Pomemben dejavnik tega je na starost nedvomno je, saj opažamo, da bistveno pogosteje zbolevajo starostniki nad 65 let, še pogostejše pa tisti, ki so stari nad 70 oziroma 80 let. Potem so tu še drugi dejavniki tveganja, ki pomembno vplivajo na obrambo posameznika, to je stanje brez vranice, ogroženi so bolniki po citostatskem zdravljenju, po zdravljenju z glukokortikoidi, bolniki po presaditvah različnih organov in podobno. Vsi ti kronični bolniki torej imajo večje tveganje za razvoj sepse. Kako pa poteka ta bolezen, to stanje, skratka od neke okužbe, ki jo lahko povzroči marsikateri povzročitelj, do nekega septičnega stanja, ki je denimo življenje ogrožajoče? Kaj vse se z nami dogaja, preden vi ugotovite, oziroma ko ugotovite, da gre za sepso? Sam potek sepse je na nek način odvisen od povzročitelja, na drugi strani od posameznika. V nekaterih primerih je potek izredno hiter, tu govorimo o urah, od začetka bolezni do pojava zapletov in nenazadnje tudi do smrti bolnikov, ker je predvsem za tiste z zelo hudo okrnjeno in oslabljeno imunostjo. Sicer pa se bolezen v začetni fazi kaže kot marsikatera druga okužba z vročino, z mrazenjem, v nadaljevanju pa lahko prihaja do odpovedi posameznega organskega sistema. V sklopu sepse lahko odpove katerikoli organ. Prepozno ukrepanje pomeni večjo verjetnost zapletov, pomeni slabšo prognozo. Najlepša hvala za enkrat.
Doktorico Mole bi prosila za informacijo, slišali smo, profesor Rep nam je povedal, starostjo ogroženo zaradi sepse nekako narašča, pri starejših od 65 let, še starejših od 75 let. Kako pa je sepso pri otrocih, koliko jih ogroža? Dejansko je, kot je že omenil profesor Rep, tveganje za septičen potek bakterijskih okužb, predvsem največja v novorojenčkovem obdobju, to pomeni dobesedno v tistih dneh po rojstvu, tudi v prvih mesecih življenja. Posebej ogroženi so nedonošeni otroci, kjer je dejansko ta sposobnost borbe s temi bakterijami še slabša. Kasneje v življenju pa seveda otroci še vedno lahko bakterijska okužba napreduje v septično stanje, zato smo pediatri tisti, ki se tako trudimo prepoznati tiste, pri katerih je ta potek grozeč. Pravzaprav mi bi si zelo želeli večino teh stanj prestreči, preden se zaplete in dejansko gre v to najhujšo obliko. Pri novorojenčkih je to v resnici praviloma v urah, vedno, razen pač pri kakšnih takih malo bolj prijaznih povzročiteljih, ki jih ni veliko, večinoma pa gre hitro. Pri malo večjih otrocih pa vseeno, razen pa teh kakšnih fulminantnih, recimo meningokoknih okužbah, imamo kakšen dan časa, da zadeve prestrežemo. Tako da hiter potek, kot rečeno, najprej z vročino, ampak recimo zelo taka pomembna stvar je pri otrocih, če jim uspemo zbiti vročino in so potem precej boljši, je verjetnost, da bo zadeva šla v kakšno septično stanje bistveno manjša kot pri tistih, kjer jih vročine sploh ne uspemo zbiti, ali pa so tudi, če vročina pade, še vedno apatični, čudno razdražljivi, nezainteresirani, skratka, nekako ne pridejo k sebi tudi, ko vročina pade. To je ta prvi, recimo, priročni pomoč lahko v razlikovanju poteka teh bolezni. Hvala lepa, doktorica Mole. Doktorica Račelj, pogovarjali smo se o sepsi, kaj vse jo povzroča. Doktorica Mole nam je povedala, malo je prijaznih povzročiteljev. Prebrala sem, da vsaka okužba pravzaprav po spletu nekih nesrečnih okoliščinah in seštevku nekih slabih dejavnikov lahko privede do sepse. Zanima me pa, kako je sepso pri otrocih, kaj so tisti najpogostejši povzročitelji. Ja, tako je. Praviloma vsaka okužba potencialno lahko privede do sepse, je pa, kot je omenil profesor Rep, to vedno kombinacija agresivnosti organizma in pa kondicije obrambnega sistema osebe. Zdaj pri otrocih se malo to stanje razlikuje glede na starost, tako da novorojenčki so bolj ogroženi z določenimi bakterijami, to je streptokok skupine B, bakterije iz prebavnega trakta, tudi stafilokoki in pa nekateri virusi. Kasneje v obdobju dojenčka pa v obdobju otroštva pa so te bakterije potem meningokok skupine B, pneumokok, Haemophilus influenzae tip B. Seveda zdaj nekatere te bakterije so bolj agresivne in res povzročajo zelo, zelo hitro potekajočo sepso, govorimo kot rečeno v nekaj urah. Druge, to so recimo meningokok skupine B ali pa piogeni streptokok, medtem ko druge se pa bolj počasi razvijajo okužbe, naprimer s stafilokoki. Pa še to je pomembno povedati, da seveda zdaj bakterija, ki lahko povzroči sepso, mora biti pa glede na dojemljivost v posamezni starostni skupini prisotna v okolju. Na to pa seveda močno vplivamo s cepljenjem. Če je precepljeno dovolj zadostno število ljudi, se tudi bakterija iz okolja umakne in tako ne ogroža več. Tak primer recimo pri otrocih in pri odraslih je Haemophilus influenzae tip B, ki ima blazen potencial, da povzroča hude sepse, ampak k sreči že vrsto let tega ne vidimo več zaradi dobre precepljenosti. Kaj pa pneumokoki in meningokoki B? Proti pneumokoku je tudi cepivo od leta 2014 v rednem programu priporočeno, tudi krito strani zavarovalnice in se nadejamo, da bo vse manj invazivnih okužb povzročenih s pneumokoki, vendar to traja kar nekaj časa. Še vedno je teh okužb še kar nekaj, približno 1 od 100 otrok je trenutno po zadnjih podatkih NIJZ ogrožen, da bo dobil invazivno okužbo. To ni zdaj samo sepsa, ampak tudi pljučnica in te malo bolj resne okužbe povzročene s pneumokoki.
Kar se tiče meningokoka skupine B, je pa okužba sicer redka. Pri nas približno 20 ljudi na leto zboli za to okužbo. Je pa res, da so pa takrat, ko se zboli, je pa zelo hudo, praviloma res življenje ogrožujoče in pa znotraj teh so vedno najbolj ogroženi dojenčki in pa majhni otroci. Zato je tudi cepljenje tukaj pomemben ukrok za preprečevanje teh okužb. V tem cepljenju vemo zaenkrat še malo, ker je cepljenje novo, ampak pri tem nekaj kasneje. Spoznala sem namreč mamico, govorili smo o različnih oblikah sepse, mamico, ki je pred 5 leti, malo bo 5 let, kar je izgubila 6-mesečnega sina Marka. Mamici je ime Tina Dervarič, ni želela pokazati svojega obraza, je pa bila tako zelo prijazna in je za to priložnost za ozaveščanje o sepsi delila svoje pričevanje v kalvariji, ki sta jo dala z možem skozi v novembru 2015, ko sta v nekaj urah izgubila sina in predlagam, da gospe Tini prisluhnemo. 15. novembra 2015 je za nas zelo tak težek datum. Bila je sobota, šli smo v bistvu na nek družinski izlet. Jaz mož pa 6-mesečni sin. In v bistvu, ko smo se vračali iz Kranjske Gore, je dobil v bistvu kot neke krče. Smo šli takoj na Metelkovo, iz tam na infekcijsko in so nas v bistvu obravnavali za vročinske krče. So nam zagotovili, da naj bi bilo vse v redu, ne. Potem v bistvu tisti noči, sobote na nedeljo, pa je v bistvu sin umrl, ne. V bistvu šlo potek je bil zelo hiter, ne. Zakaj niti ne vejo, zakaj do tega prišlo, se tudi ne ve. Naj bi bilo posledica pomanjkanja nekih imunskega sistema, da ni deloval tako, kot bi mogel, no. Končnega odgovora dejansko nismo nikoli dobili, ne. On je v bistvu dobil tako kot neke podplutbe, modrice. Malo se je videlo najprej okoli ust, kar ni tako značilno. Pravijo, da naj bi bolj po nogicah, ne, in ko je dobil po nogicah, takrat pa so se pač odzvali in so vzeli to tekočino iz hrbtenice in potem v bistvu diagnosticirali, da gre za meningokoka. Potem je bilo pa to stvar 2-3 ure, no, ko je v bistvu se pač prišlo, do česar je prišlo, ne. Težko v bistvu vidiš luč na koncu predora, ko pride do česa takega. In verjamem, da marsikomu pač življenje je popolnoma spremenjeno. Mi moramo, recimo, se nekako pobrali, nekako smo probali neko smisel v življenju najti in smo šli naprej. Pač živimo z njim v srcu, imamo ga v srcu vsak dan. So pa to zelo težke stvari. Težko je to. Težko je bilo gospe Tini Dervarič tudi deliti to svojo izkušnjo z nami, sem pa hvaležna, da je sprava pogum in to storila. Doktorica Mole, slišali smo te čudni znaki vročinskih krči, ne nazadnje pri dojenčkih, koliko se spomnim, sploh niso tako zelo redki. Potem kasneje so se pri dečku Marku pojavili spuščaji, mamica je rekla kot modrice, kot sem sama v tem prebrala, so to neke rdeče, vijolične pike. Skratka, kako pri tako majhnih otrocih pravzaprav pediatri prepoznavate, da gre za tako resno stanje, ki lahko stane življenja v komaj nekaj urah? Ta res temno rdeč vijoličen izpuščaj, kot ga poznamo pri meningokoknih okužbah, ni popolnoma nič podoben drugim izpuščajem oziroma z redkimi izjemami kakšnih drugih bolezni. Praviloma teh vročinskih izpuščajev pri drugih virozah pa je to nekaj popolnoma drugačnega, ne. To je res tak temno vijolično rdeč, neiztisljiv izpuščaj. Ta je znak, ki takrat se sprožijo res vsi alarmni zvonci, a ne, in pri tako majhnem otroku se relativno pozno pojavijo. Medtem ko pri kakšnih večjih, tiste prve pikice, to pri kakšnih takih vročinskih stanjih, pri malo večjem otroku z glavobolom, bruhanjem, kjer sumimo, da bi šlo lahko za meningitis, a ne, če take kakšne samo podobne temu pikce zagledamo, nam kar vsi alarmni zvonci zazvonijo. Jaz v svojem, rekla, izkušnjah, ki
jih imam pri delu, sem se srečala samo enkrat z meningokokno okužbo, na srečo pri enem večjem fantu, kjer je šlo počasneje v dneh, ampak pravim, ko sem te prve pikce zagledala na stopalu, smo kar vedeli, zakaj gre, in se je res potrdilo, da je šlo za meningokokno okužbo. Na srečo smo zadevo lepo pozdravili in je fant brez zapletov lepo preživel. Hvala lepa, doktorica Mole. Doktorica Račelj, kako poteka zdravljenje sepse pri otrocih? Včasih vam zdravnikom, predvsem intenzivistom na pediatriji in seveda pri odraslih bolnikih na kliniki za infekcijske bolezni ne ostane pravzaprav veliko časa za ukrepanje. Kako je tista, kakšna so ta sredstva, s katerimi pa vendarle poskušate tudi v tako zelo hitro potekajočih okužbah otroku pomagati in ga ohraniti pri življenju? Ja, kot je povedala že dr. Mole, takoj, ko postavimo sum, da gre lahko za sepso, je to alarm, ker je potrebno zelo hitro ukrepanje. Ker, kot rečeno, določeni povzročitelji lahko že v nekaj urah privedejo do zelo resnega stanja. Se pravi, potrebno je osebo hitro pripeljati v bolnišnico, varno, in tam se potem odvzamejo kožnine, kjer skušamo dokazati povzročitelja. Potem pa se takoj aplicirajo ustrezni antibiotiki in pa tukaj je izjemno pomembno podporno zdravljenje. Namreč v napredovanju sepse pričnejo odpovedovati telesni sistemi, srčno-žilni sistem, ledvica in drugi organi in je nujno potrebno, da oseba dobi tudi podporno zdravljenje, kot so tekočine, kisik in ostale, včasih tudi zdravila za podporo delovanju srca in ožilja in tako naprej. Kljub temu, da imamo danes zelo dobro oskrbo, dobre možnosti zdravljenja, je žal, če pripelje sepsa do te točke, ko je potrebno podpirati organe z različnimi ukrepi, je smrtnost še vseeno zelo visoka. In zato je res ključno zelo hitro, da se zelo hitro odzovemo in skušamo ujeti te trenutke še prej, preden stanje uide izpod kontrole. Pa še to tudi, če se reši življenje, žal velikokrat ostanejo resne trajne posledice v smislu prizadetosti možgan, gluhote, slepote, amputacije udov. Tako da, ja. Mozko je to okno, ki ga imate strokovnjaki na razpolago za prepoznavanje tako hudih okužb pri dojenčkih, pri majhnih otrocih, kot vem, pri otrocih najpogosteje se to dogaja do 5. leta, če govorimo o meningokokni okužbi, seveda je pa cela vrsta tudi drugih nevarnih okužb, ki povzročajo sepso. Profesor dr. Rep, kako je znaki sepse pri odraslih bolnikih in kako tukaj poteka zdravljenje? Ste že omenili, soočeni z enim zelo ozkim oknom, kakšne stvari zelo hitro potekajo tudi pri odraslih. Ki vendar lahko vam nekaj več povejo o svojem počutju kot denimo novorojenčki. Seveda so določene razlike v sami klinični sliki pri otrocih in pri odraslih, čeprav te razlike morda niso bistvene. Tako pri enih kot pri drugih pride do sistemskih znakov vnetja, skratka pride do mrazenja, do vročine, kar sem že omenil, in tudi to sosledje dogodkov prizadetosti organov je zelo podobno. Morda še najbolj izstopajo posamezniki z slabo obrambo, predvsem bi tu izpostavil starostnike, kjer je dejansko njihov odziv na sistemsko okužbo pičev. Lahko so brez povišane vročine, telesna temperatura je lahko celo nižja od normale in se bolezen kaže samo z splošno oslabelostjo, z neodzivnostjo, lahko se temu potem pridruži popolna motnja zavesti. Pri starostnikih dejansko imamo večje težave pri prepoznavanju bolezni. Na drugi strani se pa pri njih vsaj tako mudi kot pri ostalih, če ne celo bolj. Lahko rečemo, da čas pri sepsi rešuje življenje. Hitreje, ko ukrepamo, večja je verjetnost, da bomo uspešni, da bomo preprečili zaplete, da bomo preprečili smrt. Prosim pravzaprav vse tri, če mi pomagate razumeti, na kakšen način preprečevati sepso, torej ko jo je treba hitro prepoznati, čim prej zdraviti in upati na najboljše. Kaj pa lahko storimo, da do okužb
tako agresivnimi povzročitelji različnimi ne bi prihajalo. Pa morda najprej profesor Rep in potem še obe pediatrini. Seveda, ti ukrepi, s katerimi lahko vplivamo na znižanje pojavnosti sepse, so zelo različni. Že sama osveščenost laične populacije, pa jasno tudi strokovne javnosti, pomembno vpliva na to, kako bomo uspešni pri obvladovanju sepse. Kolikor se bo vsak posameznik, tako strokovnjak, zdravnik, kot nenazadnje laik, hitro ukrepal, hitro odreagiral, bodisi za zdravljenjem, če govorimo o zdravstvenih delavcih, ali z tem, da poiščemo pomoč, če govorimo o laikih. Potem je tu seveda cepljenje, ki je bilo že večkrat omenjeno. Vsekakor cepljenje je zelo, zelo učinkovito orodje, ki ga nekateri ne želijo žal izkoristiti in ga zavračajo. Strokovnjaki se s tem seveda nikakor ne moramo strinjati. Nenazadnje tu bi morda izpostavil tudi cepljenje proti gripi zmanjšuje verjetnost, da bo nekdo zbolel za sepso, ker vemo, da sepsa, bakterijska okužba, ne tako redko zaplete virusno okužbo. Potem so pa seveda ti splošni ukrepi, kar se tiče razkuževanja, umivanja rok. Če govorimo o bolnišničnem okolju, je to še kako pomembno. To je bistvo in največ. Ja. Pri nas v razvitem svetu, kjer te možnosti imamo, domnevam, da so seveda po svetu te možnosti tudi sanitarne, različne zapleti pri porodu, lahko grozljivi, smrtnost novorojenčkov seveda zelo velika. Kot strokovnjaki iz področja pediatrije obe prosim za eno sporočilo, kako preprečevati sepso, ko imamo v mislih naše otroke. Ja, enako kot je profesor Rep omenil, v prvi vrsti je potrebno o tem govoriti in tudi pri otrocih, podobno kot pri starostnikih, sploh pri dojenčkih se sepsa lahko kaže zelo neznačilno, tudi brez povišene temperature in da poznamo vse te nespecifične znake, da skrb staršev, če vidijo, da z otrokom res nekaj ni v redu, vzamemo resno, tudi če na prvi pogled ni nekaj konkretnega videti, da na to pomislimo in da se potem znamo hitro odzvati. Potem pa seveda pri otrocih zelo pomembno cepljenje. Kot smo že omenili, cepiva proti hemofilusu influence tip B. Praktično pred dobrimi 2 desetletji je bilo to cepivo uvedeno v redni program, je postalo dostopno. Takrat je bilo zanimivo pobuda prav staršev tista, ki so želeli, da se cepivo uvede v redni program, zaradi tega, ker je tisto leto bilo kar veliko, kar precejšno število, mislim, da je bilo 5-6 otrok, ki so zelo resno oziroma smrtno zboleli za to okužbo. In je bil pritisk javnosti tisti, ki je prosil, da pač cepivo postane dostopno za vse otroke. Danes je situacija že vemo drugačna. Tako da potem je cepivo, kot smo omenili, proti pnevmokoku, ki res iz leta v leto se vse več staršev odloči za to cepljenje in pa zdaj cepivo proti meningokoku skupine B, ki je dostopno za vse otroke in tudi odrasle in je res pomembno pri preprečevanju teh hitro potekajočih seps, kjer je še manj časa za pravočasno prepoznavo in ukrepanje in posebej tudi zaščitenje rizičnih skupin. Zdaj pri cepljenju je še to, da kot sem že omenila, ko se zadostno število ljudi precepi, se povzročitelj umakne iz okolja in se na ta način ščitijo tudi ranljive populacije, ki iz določenih razlogov morda pač ne smejo biti cepljeni in na ta način nimajo možnosti te vrste zaščite. Tako, in pa tudi profesor Rep je omenil virus gripe. Naprimer, pri otrocih je zelo aktualno pogovor o cepljenju proti ošpicam. Ošpice so ponovno tak virus, cepljeni mi lahko preprečujemo določene viruse, ki se širijo kot požar, če je populacija dojemljiva. Tak je naprimer virus ošpic zelo nalezljiv, ki potem tudi ohromi imunski sistem in organizem je potem zelo dovzeten za dodatne bakterijske okužbe, ki pa potem teže potekajo tudi kot sepsa. In iz predelov sveta, kjer recimo iz Afrike je znano, da otroci, da je umrljivost otrok za bakterijskimi okužbami za sepso po prebolelih ošpicah bistveno večja, tako da tudi na ta način moramo razmišljati.
ker se stvari seveda kot vedno cepijo druga na drugo, še predvsem rade slave, raje kot dobre. Doktorica Mole, morda vprašanje, povedala je doktorica Račala, so stvari, ki so bolje obvladljive, zaradi tega, ker so otroci že precepljeni, omenila je pneumokoke, pa torej hemofilus influence tipa B. Cepivo, ki je recimo od novega leta dostopno tudi v Sloveniji, je cepivo proti meningokoku, pa tako skupine B. Ozaveščenost o tem, kaj preprečuje, pa je pri nas še slaba. Zato me zanima, ko imate stik starši, kako sprejemajo te nove možnosti zaščite? Ja, trenutno je v resnici relativno malo se ve, zato so take tudi akcije, kot je mogoče današnja, prav, da se o tem majčkeno več govori. V resnici se ljudje srečajo s kakšno tako na srečo tako redko boleznijo, kot je meningitis z meningokokom skupine B, redko in potem je nekako se zdi ta nevarnost oddaljena. Ko si pa soočen z njo, je pa tako, kot smo videli na primeru, zadeva povsem drugačna. Tako da to cepljenje seveda priporočamo, poskušamo nekako umeščati v program, je pa to kar dolga pot, tako kot smo videli pri cepljenjih, ki so se uvajala, zdaj cepivo proti hemofilusu je bilo gladko, ker je bilo pridruženo osnovnemu cepljenju. S pneumokokom nekako počasi prodiramo in se precepljenost počasi dviguje. Ni pa še tistega širokega učinka, kot ga pričakujemo, ko bo precepljenost dosegla dovolj velik nivo. In z cepivom proti meningokoku pričakujemo, bo verjetno podobna pot. Tako kot smo imeli izkušnjo že z ostalimi cepivi, je seveda zadeva precej lažja, če se cepivo uvrsti v priporočeni program na račun zavarovanja. Trenutno je pač to cepivo samo plačniško, razen za tiste, ki imajo zdravstveno indikacijo, da ga prejmejo, in tukaj majčkeno ovire je tudi v smislu nekako sprejemanja in dojemanja cepiva, saj tako smo pediatri nekako doživeli s pneumokokom, kjer je bilo cepivo na voljo že prej, pa so se relativno redko, tist trenutek, ko je pa prišlo na račun zavarovanja, smo pa kar hitro lahko ta odstotek začeli dvigovati, tako da ta del nas še čaka. Jaz mislim, da za ljudi, ki se zavedajo dobrobiti cepljenja, za starše, ki so odgovorni do otrok, pravzaprav bi bilo prav čim več teh cepiv, tako kot smo že recimo za klopni meningoencefalitis vidimo podobno zgodbo, tist trenutek, ko je prišlo na račun zavarovanja, se precej več družina, tudi tisti, ki pač to cepljenje še niso upravičeni na račun zavarovanja, se pa zraven tih otrok, ki so upravičeni, cepijo. Tako da v tej smeri pravzaprav naše razmišljanje definitivno kaže in bomo lahko, bom rekla, tudi proti temu hudemu sovražniku se bolj uspešno borili. Kar se tiče, mogoče sam še besedo o novorojenčkovih okužbah, tukaj pa je treba še dodati seveda, da naš nivo perinatalne oskrbe in s tistim, kar počnemo, tudi s tistim zloglasnim streptokokom skupine B, smo kar delač prišli, oziroma so porodničari s presejanjem, profilaktičnim dajanjem antibiotikov, tako da tudi tukaj se, kjer cepljenje še ni na voljo, pa se vendarle tudi veliko naredi, in dobra neonatalna oskrba seveda. Prevečkrat pozabimo na te dobrobiti, ki so nam ostale in ki jih seveda negujemo, ko gre za varstvo nosečnic, porodnic, novorojenčkov. Te stvari so pri nas na srečo, se mi zdi, zelo dobro urejene, morda najbolje, ne vem, in ne tako seveda tudi ostane. Pri sepsi smo omenjali ste meningokok, tipa B meningitis, in seveda prej smo govorili o meningokokni sepsi, gre pravzaprav za povzročitelja, ki ta različne bolezni povzroča, so pa strašno prepletene in meje izjemno zabrisane, klinični znaki in potek pa verjetno nekaj drugačen, tako da ne bomo zmedeni, ker so to precej strokovne stvari. In če ostanemo pri sepsi, svetovni dan je v nedeljo od 2012. leta, na pobudo Svetovne zveze za sepso obeležujemo ta dan, da bi več o tej bolezni vsi skupaj vedeli. In zato vas prosim za eno kratko misel, zakaj je ozaveščanje o sepsi pomembno. Profesor Jereb nam je o tem že veliko povedal. Prosim vas za eno kratko misel vse tri, zakaj je pomembno, da se zavedamo nevarnosti sepse, da jo hitro prepoznavamo in še prej zdravimo. Izvolite, profesor Jereb. Kar se tiče svetovnega dneva sepse, Slovenija je k tej zvezi pristopila leta 2015
in od takrat vsako leto organiziramo strokovne dogodke. Vsa prejšnja leta smo organizirali tudi sočasne družabne dogodke, čemur letos ne bo tako zaradi situacije z COVID-19. Rekel bi samo to, še enkrat ponavljam in ponovim to, da čas pri bolnikih, ki zbolijo za sepso, rešuje življenje. Zato je pomembno, da osveščamo strokovno in laično javnost, da ta bolezen je v našem prostoru, da vsak posameznik lahko zboli, da je potencialno ogrožen in da seveda z znanjem in z ukrepanjem bomo uspešni. Doktorica Rača. Ja, če bi povzela, je sepsa res eno grozljivo zdravstveno stanje, ki si ga nihče ne želi doživeti sam pri sebi ali pa pri svojih bližnjih. Tako da, ja, ponavljam, pomembno je govoriti o tem in pomembno je spodbujati in pač kot strokovnjaki je pomembno, da spodbujamo vse ukrepe, ki to preprečujejo in pa da res širimo informacije v javnosti in motiviramo ljudi, da delujejo skladno z njimi. Lepa, doktorica Mole. Predvsem pa seveda lahko pozovemo vse, da izkoristimo vse možnosti, ki jih imamo in ki so nam na voljo, da ta stanja v največji možni meri tudi preprečujemo. Najlepša hvala vsem trem, preden damo prostor in čas vprašanjem. Ne pozabim prenesti pozdrava in zahvale predsednika Združenja za pediatrijo, dr. Matjaža Homšaka, ki se vam zahvaljuje, da ste danes tukaj z nami in ozaveščate o tako pomembni temi, o tako težkih bolezenskih stanjih otrok in odraslih, ki se pojavljajo ob sepsi. Dajmo priložnost novinarskim vprašanjem.